Dober dan, lepo pozdravljeni nazaj. Začeli bomo z drugim delom. Govorili bomo o zakonu o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide. Simona Kamšek, vodja sektorja za izenačevanje možnosti invalidov pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je na žalost zbolela. Nadomestil jo bo izredni profesor gospod Debevc, doktor Matjaž Debevc. Hvala. Prosim za prosojnice. Tako. Torej, moj govor danes je o zakonodaji o dostopnosti. Nadomeščam Simono Kamšek iz Direktorata za invalide, Ministrstvo za delo, in upam, da bom lahko dostojno nadomestil gospod Kamšek, ker ona pravzaprav zelo veliko dela in je veliko zaslužna za te zakone, o katerih bom danes govoril. V bistvu smo tudi z gospod Kamšek sodelovala pri pripravi, namreč Accessible EU je pripravil sveženj dokumentacije, ki sem jo potem prevedel v slovenščino, in na koncu tega predavanja vam bom predstavil eno dokumentacijo, ki jo boste lahko vsi dobili po konferenci. No, pa gremo po vrsti. Kaj je osnova? Kot sem že v svojem nagovoru povedal, je Konvencija o pravicah invalidov tisti dokument, ki nas vse zavezuje o tem, kako pomagati in ozaveščati invalide, in ne samo invalide, ampak tudi institucije, javne organe in podjetja o tem, kako omogočiti dostopnost vsem invalidom. Seveda, zdaj govorimo tukaj o invalidih, različni pojmi so tukaj, se pojavljajo. Osebe z različnimi oblikami oviranosti, osebe z ovirami, potem še drugi pojmi, hendikepirani, se tukaj pojavljajo. Osebno bom govoril v svojem predavanju o osebah z različnimi oblikami oviranosti, tako da malo pojasnim svoje stališče. No, ta konvencija o pravicah invalidov je bila sprejeta leta 2006 in Slovenija je med prvimi ratificirala ta dokument leta 2008. To se pravi, da smo v Sloveniji bili med prvimi, ki je ratificirala to in sprejela v svojo zakonodajo. No, kaj ima ta dokument? Ta dokument ima v sebi več načel, členov pravzaprav, ne. In tukaj imamo naštete nekatere načela konvencije in izmed teh, ki jih imamo tukaj pred sabo, je najpomembnejši za nas seveda dostopnost in enake možnosti. Ta dva člena, predvsem pa dostopnost, o katerem je govor danes, sta tudi ključna načela, ki seveda iz katerih potem izhajajo vsi dokumenti, vsa zakonodajna instrumentacija, ki jo uporablja Evropska unija in potem seveda posledično tudi Slovenija. No, pa poglejmo si podrobneje dostopnost, načelo dostopnosti v konvenciji. Tukaj imamo 4 različne podčlene, in sicer dostop do fizičnega okolja, prevoza, informacij in komunikacij in proizvodov in storitev. No, če gremo po vrsti. Fizično okolje pomeni, na primer danes smo bili priča, da je bil predsednik NSVS-a možen biti na oder. To je ena taka oblika, da naredimo fizično okolje dostopno vsem, ne glede na oviro. Potem prevoz. Za prevoz je mišljeno to, da lahko vsak, ne glede na oviro, uporabi prevoz. Slepi, gluhi. Na primer, če gledam gluhi, mimogrede lahko povem, da sem sam skoraj gluh. Imam več kot 90% izgubo sluha in lahko vam primer podam. Zgodilo se mi je že, da sem bil na vlaku
naenkrat so vsi šli ven, sem mislil, ok, so pač vsi šli dol, ne? In so začeli prihajati drugi. In naenkrat, čez nekaj trenutkov, je vlak začel nazaj voziti. Torej, nisem slišal opombe, da je prišlo do spremembe in da moram iti na nadomestni vlak. To je en taki primer, ki se lahko zgodi, če ni dostopno, ne, javni prevoz, naprimer. Potem dostop do informacij in komunikacij. Da ne pozabim, tukaj so audiovizualne medijske storitve, elektronska komunikacija, to se pravi komunikacija po telefonu, potem vse storitve, ki jih nudijo naši ponudniki v Sloveniji, operaterji, to se pravi televizija, ki jo imamo na voljo. Tukaj bi se dalo še marsikaj izboljšati na tem področju. Podnapise imamo. RTV Slovenija dela veliko na tem, da dodaja tudi znakovni jezik, sploh v Slovenija 3 kanalu. To se pravi, rešitve so in vedno več potrebujemo teh rešitev. Predvsem pa podnapisi. Veste, podnapisi so nekaj takega, kar ni namenjeno samo invalidom ali pa nekomu, ki ne sliši v redu ali pa kakokoli. Priča sem bil osebno, da so vsi pozdravili na konferenci v tujini, v angleško govoreči, ko je bila mednarodna konferenca, kar vsi so gledali naenkrat angleško podnapise. Zakaj? Zato, ker nekateri težko govorijo ali pa prehitro govorijo in kakšne besede uidejo, nove besede in vsi ga ne razumejo, sploh na mednarodnem okolju. No, to so take storitve, ki lahko pomagajo vsem, ne samo invalidom. Ne govorimo o proizvodih in storitvah. Tukaj bomo imeli pa letos od 28. junija 2025, nekateri bodo imeli težave. In sicer, kako narediti proizvode in storitve dostopne vsem. Tukaj se že slišim zadaj, kako pa to narediti. No, na podlagi te konvencije o pravicah invalidov je leta 2010 nastal zakon o izenačevanju možnosti invalidov. V informacijo do 2. aprila je bil javna obravnava nove novele zakona. To se pravi, da zdaj dobimo možnosti za dodatno izboljšanje tega zakona, posebej za fizično okolje, za grajena okolja. Tukaj imamo. Ne? In ta zakon je bil prvi zakon in lahko rečem, da v evropskem okolju smo bili med prvimi, ki smo omogočili in izdelali in oblikovali en takšen zakon, ki se je začel tudi vse bolj upoštevati. No, ta zakon vključuje več teh točk, ne bom bral vsega, ne, ampak gre za to, da moramo doseči enakopravnost, dostopnost, javni prevoz dostopen, potem muzeji, kultura bi mogla biti dostopna. Moram reči, naprimer, velik napredek je bil že v tem, da če gremo v opero, da imamo podnapise. Ne vem, vsaj v Mariboru imamo tako narejeno, ne, upam, da v Ljubljani tudi. Ne? No, torej, in to je že en tak napredek, ne, ki nam vsem, bi rekel, pomaga, ne samo invalidom. Ne? Potem dostop do obveščenosti. Torej, informacije, sploh te javne informacije. Spomnite se poplav. Poplave so bile ena taka oblika, pri kateri so morali biti nujno, urgentno obveščeni vsi. In ta zakon tudi sploh podpira to zadevo, da lahko potem res so vsi pravočasno obveščeni v katerikoli obliki. No, če gremo naprej. Zdaj, to se pravi, tu je bil zakon, slovenski zakon. Ne?
Zdaj pa bom šel na evropske direktive. Sprave, katere so tiste evropske direktive, ki so osnova potem za naše slovenske zakone. Prvi takšen je direktiva o dostopnosti do spletišč in mobilnih aplikacij. Mi smo o tem se pogovarjali v prvem delu naše današnje konference. Ne? In ta je bil sprejet leta 2018 in z veseljem lahko rečem, da smo tukaj zelo napredovali. Imamo odlično ekipo, ki osvešča, obvešča, potem informira in ustrezno ukrepa v primeru neskladnosti z zakonom. To smo lahko vzor ostalim evropskim državam. Mislim, da sem slišal v pogovoru, da je Slovenija vzor Latviji, naprimer, smo vzor Latvijcem. Tako da smo lahko ponosni na to, kaj mi lahko naredimo in pokažemo ostalim. Samo znati moramo to pokazati. In osebno, ker delam na področju Accessible EU, ko se povežemo skupaj z ostalimi nacionalnimi izvedenci, vedno poudarjam naše dosežke in ugotavljam, da resnično ti naši dosežki, ki so lahko primerljivi z dosežki najbolj naprednih držav glede na to dostopnostjo. No, potem naslednja direktiva, evropska je direktiva o javnem naročanju. Kaj ta zahteva? Ta zahteva, da vsako javno naročilo ima klavzulo o tem, kaj mora biti dostopno. To se pravi, oprema, ki jo nabavljajo, mora imeti tudi določila dostopnosti. Ali pa storitve morajo biti tudi tako narejene, da so dostopne. To je ena taka direktiva, ki je potem seveda prenesena bila v slovenski zakon. Naslednja taka direktiva je direktiva o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah. Ta je še vedno v napredovanju. Bi rekel, tukaj bi opozoril na eno zadevo. V pripravi je nov standard. Slučajno sem v ekipi, ki dela ta standard. In sicer imenuje se Total Conversation. To pomeni, gre za komunikacijo, kjer uporabljamo znakovni jezik, podnapise, video, zvok in pa tekst v realnem času. To pomeni, da vsako črko, ki se vtipka, že sproti tudi vidiš. To je zdaj novo in to bo zdaj standard, kar pomeni, da bo to moralo biti vključeno v vso elektronsko komunikacijo, čisto vsako aplikacijo. Še posebej, če bo šlo za urgentne slučaje. To je naprimer ena taka zadeva, ki bo spadala znotraj Evropskega zakonika o elektronskih komunikacijah. Dalje, direktiva o audiovizualnih medijskih storitvah. Tudi to je ena taka pomembna direktiva, v kateri so vključeni seveda tudi načela za dostopnost. Kako? V prvi meri podnapisi. Vesel sem, naprimer, koliko sem zadnjič slišal, Pop TV že dodaja podnapise. In to je že prvi taki zelo pozitivni korak naprej, ki ga lahko na nek način zelo pozdravimo in upamo samo, da bojo čim več podjetij, čim več ponudnikov sledili temu zgledu. Potem imamo to, kar je pa zdaj najpomembnejša tema danes, Evropski akt o dostopnosti. To je direktiva Evropskega parlamenta o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve. Tukaj verjamemo, da bo še zelo, zelo veliko vprašanj in zelo, zelo veliko vprašanj tipa, kako to narediti. Predvsem pa bi rad povedal to, da in tudi invalidi oziroma osebe z različnimi oblikami oviranosti se morajo zavedati, da imajo pravice, da se lahko pritožijo, če njim nekaj ni dostopno. To pomeni,
lep primer, bankomat. Bankomat je lahko nameščen na previsokem nivoju, potem pa naprimer ne more kdo priti zraven. Bankomat lahko naprimer nima možnosti, da bi slepa oseba razpoznala tipkovnico. Primer. Tudi dvigalo. Velikokrat gledam v dvigalo, pa pogledam stekala, ravna stekala, popolnoma ravna stekala. Kako bo slep videl, katero tipko izbrati? Nemogoče. Ne? Ali pa so stekala na previsokem nivoju, da ne moreš zraven priti. To so take stvari, ki bodo zdaj prišle v poštev od 28. junija letošnjega leta dalje. Ker je tudi zakon stopi v veljavo. To je direktiva, tukaj govorimo o direktivi evropski, ki je potem prenešena v slovensko zakonodajo s pomočjo zakona. Tako, kaj je namen? Torej, kot sem omenil, odpraviti in preprečiti ovire. Torej, če pride do kakršnekoli ovire, ima invalid pravico se pritožiti. Ima pravico, ponavljam, pravico se pritožiti. In inšpektorji bodo preverjali, če so proizvodi in storitve dostopne. Če ne bodo, sledi globa. Upamo, da bo tega čim manj. Tako. To se pravi, mi smo uspešno že prenesli direktivo v našo slovensko zakonodajo. Zakon se imenuje Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide, ki je stopil v veljavo 18. februarja 2023. Tega lahko verjamem, da vsi imate dostop, znate si naložiti in si preberite. Ker je kar nekaj členov, to je eno, to pravi kar nekaj možnosti, vam bom še povedal, in pa veliko število, nažalost, veliko število inšpektorjev. Zraven, ne? No pa poglejmo. Torej, še enkrat poudarjam, stopi v veljavo 28. junija 2025. Od tistega trenutka dalje bo treba dokazovati dostopnost proizvodov in storitev. To ni namenjeno samo organom javnega sektorja, ampak vsem. To je širše, bistveno širše. To je namenjeno podjetjem, to je namenjeno bankam, to je namenjeno vsem, ki nudijo ali izdelujejo kakršnekoli proizvode in storitve. Vsem. Poudarjam, vsem. Torej, zato imam tukaj napisano obveznost gospodarskih subjektov glede dostopnosti do proizvodov in storitev. Ja. In zakon določa potem seveda tudi nadzorne organe v zvezi z nadzorom nad temi storitvami. No, da pa si poglejmo natančneje, kateri so tisti proizvodi, ki padajo v ta zakon. Zanimivo. Računalniki in operacijski sistemi. Jaz sem zdaj vprašal, kaj pa Windows 11? Ali je Windows 11 dostopen? Deloma ja. Se bomo pritožili Bill Gatesu? Ne bomo se, ampak bomo poskušali uporabiti to, kar nam Windows 11 nudi. Ali pa Linux, ali pa Mac, open source, programi pa tako naprej. Ne. To se pravi, ti programi bodo morali postajati vedno bolj dostopni vsem, če bodo potrebovali. Tukaj moram reči, naše izkušnje kažejo, da so odprtokodni programi tukaj v prednosti, ker se lahko bistveno hitreje prilagajajo, kot pa plačljivi programi. Tudi Apple, lahko rečemo, je tukaj napreden v tem smislu, da daje precej veliko vlogo dostopnosti. Moja izkušnja je tudi Samsung.
Samsung televizije, naprimer, je pripravil in podal primere, kako lahko televizor naredimo zelo dostopen za različne vrste, različne kategorije oseb z oblikami oviranosti. Torej, pametni telefoni bodo morali postati dostopni. To se pravi, ena kombinacija telefonov bo mogoče za slepe, ena bodo primerni za gibalno ovirane, ali pa bojo zraven še kakšni pripomočki, ki bodo omogočali dostopnost do telefonov. Televizijska oprema, to tudi. Da ne pozabljam, televizijski, tu piše lepo, televizijske storitve. Televizijske storitve, ki jih imamo danes, EON TV, poznamo vsi? EON TV, naprimer od Telemacha. Tule bom rekel kritiko, upam, da me ne bo Telemach kritiziral, ampak preko Telemachovega EON TV-ja, naprimer, ne moremo, preko aplikacije ne moremo gledati teleteksta. Primer, ne moremo uporabiti teleteksta. Ne? Tu bi bilo treba nekaj narediti, zato ker teletekst omogoča izvajanje podnapisov. Primer. Ne? No, to so stvari, ki bojo treba odpraviti in izboljšati. Ampak to ni samo za Slovenijo, to velja za celo Evropo, če takole gledamo. Potem samopostrežni terminali, bankomati in prodajni avtomati. Tukaj lahko rečem, so Španci, naprimer, zelo napredovali na tem področju. Ko sem potoval po Španiji, sem bil presenečen, vse posod možnost za uporabo slušalk, za slušno zanko, potem komunikacijo in možnost uporabe za slepe. Zelo vzorno narejeno, naprimer. Ne. To bi mogli, naprimer, prenesti v Slovenijo. E-bralniki. Nekaj smo že slišali danes o e-bralnikih, ne? Tako da tudi to je eno področje in pa avtomati za prodajo vstopnic in prijavo. Storitve. Tukaj je velik napor storitev, ki jih imamo. Od elektronskih komunikacij, telefoniranja do teh televizijskih programov, kanalov, spletne strani, ampak to je mišljeno kot storitev, ne kot spletno stran kot tako, ampak kot storitev. Ja. In pa seveda bančne storitve. Tu verjamem, da vsi že skoraj da uporabljamo mobilne bančne storitve. Ne? Vprašate kakšnega gluhega, če lahko, ali pa slepega, če lahko vse bančne storitve uporablja kar na mobilnem telefonu. Tukaj tudi so še vedno odprte možnosti za izboljšave. Potem e-knjige. Vprašanje je danes bilo, ali morajo biti e-knjige v univerzah dostopne. Moj odgovor je da. Žal, morate narediti po novem e-knjige dostopne, še posebej, če bodo študentje to zahtevali. Če imate študenta, ki potrebuje in zahteva, potem mu morate to nuditi. Potem storitve e-trgovine bojo morale biti tudi prav tako dostopne. Tukaj se na primer postavlja vprašanje, ali potrebujemo znakovni jezik, video znakovnega jezika. Tu se postavlja vprašanje. Moj odgovor je, ne, ni nujno potrebno, ker je standard zahteva srednji nivo in znakovni jezik, video znakovnega jezika predstavlja najvišji nivo. To se pravi, ni nujno potrebno, je pa zaželeno. To je eno. Sploh, če gre za proizvode, storitve, ki so namenjeni gluhim in naglušnim. Sploh v takem primeru pa je to obvezno. Potem, kaj so splošni pogoji, ne? Glede dostopnosti. Tukaj imamo, na primer, v zakonu natančno opredeljeno, kaj mora biti
se pravi uporabniški vmesniki, embalaža. V Sloveniji že imamo na primer zdravila označena z Brailleovo pisavo. Naslednjič, ko boste šli v lekarno, pa boste dobili embalažo, boste opazili, da je v Brailleovi pisavi. To je že en taki primer, ki že obstaja. No, potem še, kaj moramo tukaj zagotavljati. To se pravi, informacije morajo biti razumljive. Žal moram povedati, da na primer na kognitivnem področju imamo bistveno večje število oseb, kot pa je na primer za gluhih, slepih in mobilno oviranih. Bistveno večje število ljudi, ja, ki imajo kakršnokoli, ne gre za motnjo v takem smislu, ampak da imajo kakršnokoli oviro pri razmišljanju ali pa pri zajemanju, dojemanju informacij. Primer. In zato moramo tudi paziti na to, kakšna je vsebina, ki jo podajamo, da je razumljiva, enostavna in tudi, no, tukaj se spomnim, da sem se pogovarjal z RTV Slovenijo, ki je uvedla spletno stran enostavno.si. In ta spletna stran je vedno bolj obiskana. Vedno bolj obiskana in ljudje jo zelo radi uporabljajo. Vedno več, v vsakem primeru. Okay. No, kaj so obveznosti? To se pravi, kdo so obveznosti, kdo je tisti proizvajalci, zastopniki, vozniki, distributerji in ponudniki. Vsi ti, se pravi, vseh teh 5 gospodarskih subjektov ima obvezo, da nudi, da so zagotavlja, da so proizvodi in storitve skladne z zahtevami po dostopnosti. No, kaj pa izjeme? Ja, vedno so izjeme, ne? In to so nekatere vsebine spletišč, katere so tiste nekatere, to piše v zakonu. Mikropodjetja, ki zagotavljajo storitve, to pa zaradi tega, ker če bi prišlo do nesorazmernega bremena, na primer, da imamo podjetje, ki zaposluje samo 2 osebi, se ne more privoščiti izdelave storitve ali pa izvajanje storitve, ki je vredno 200.000 evrov, ali pa še več. Če imaš samo 2 osebi zaposlene. No, pa železniški prevoz, ki pa ima druge uredbe. Torej, če ponovim, kdaj ne rabimo, in sicer kadar gre za bistvene spremembe samega, če to zahteva in seveda s tem prekoračimo budžet finančni, ali pa to nam nalaga nesorazmerno breme. To je tisti primer, ki sem ga vam prej povedal. Imamo 2 zaposlena, storitev ali pa proizvod pa stane bistveno več, kot pa so sposobni. Ampak to mora inšpektorju dokazati. To je treba dokazati. Spravi, je treba dokumentirati, da gre za nesorazmerno breme. Sicer so v prekršku. No, torej, za skladne, tukaj se zopet pojavlja skladnost in zopet se pojavlja standard N 301-549, ki ga zelo močno uporabljajo in smo ga prej slišali v prvem delu, da je osnova za testiranje in preverjanje. N 301-549. Imamo ga v angleščini in v slovenščini. Rad bi opozoril, mogoče nismo prej dobro poudarili to. Ti standardi, spravi ECI standardi, predvsem pa harmonizirani standardi, se lahko dobijo po novem od letošnjega leta dalje brezplačno.
in to na Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Vi lahko date zahtevek in dobite brezplačno oba standarda, angleškega in slovenskega. Mislim, da je angleški že itak prosto dostopen, se da dobiti. Ampak zato, ker pač včasih je dilema, kaj ne razumemo v angleškem delu, pa potrebujemo slovenski prevod, zato smo tudi naredili slovenski prevod, kar je tudi po zakonu potrebno. No, kdo nadzira vse to? Cel kup, bom rekel, Tržni inšpektorat je en izmed tistih inšpektorjev, ki nadzira večji del tega, kar ima zakon. O tem bomo še danes slišali. No, tukaj katere so zadeve, ki jih pokriva Tržni inšpektorat, potem pa imamo posamezne storitve. AKOS pokriva elektronske komunikacijske storitve, audiovizualne medijske storitve, Uprava za pomorstvo in Tržni inšpektorat, vodni potniški promet, zračni potniški prevoz, ima Javna agencija za civilno letalstvo, avtobusni prevoz ima spet svoje, Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo, verjemite mi, še sam sem zmeden, toliko je tega, inšpektorjev. Ampak, no, zato je pa potrebno dobro poznavanje zakonov in invalidom je treba pojasniti, na koga se naj obrnejo, če imajo kakršnokoli oviro. In tukaj vidim močno vlogo Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, da poda ustrezne informacije, pa tudi mi od Accessible EU poskušamo čim bolj ozaveščati to, na koga se naj obrnejo. Pri e-knjigah ima zopet AKOS, trgovina, elektronska, Tržni inšpektorat in za komunikacije v sili tudi AKOS. Potem pa imamo še bančne storitve, zopet Tržni inšpektorat za kredite, plačilne storitve je Banka Slovenije, to je že zdaj, če smo imeli težavo, pa smo se pritožili, smo se Banki Slovenije. Na to pa še finančne inštrumente, to so delnice, sklade in tako naprej, pa je Agencija za trg vrednostnih papirjev. No, zadaj pri tem zakonu so seveda pravilniki. Tukaj navajam 3 pravilnike, ki si jih je potrebno predelati. Sploh tisti, ki bi radi pokazali, da imate nesorazmerno breme. In to določa ta pravilnik, da pokažete, poveste, da veste, na kak način pripraviti. Potem tudi ugotavljanje skladnosti. No, in pa za audiovizualne medijske storitve, ki pa je lani septembra prišel v veljavo. Tako, na koncu bi rad poudaril še enkrat. ECI standard 1301-549 je osnova za obe direktivi, ki smo jih danes obravnavali. Priporočam vsem, ki ste tukaj z nami, v živo in nadaljavo, da si naložite, poglejte si ta standard, da dobite malo občutek, kakšni so pogoji, kakšne so zahteve za dostopnost spletišč, mobilnih aplikacij, storitev in proizvodov. Vse te 4 so omenjene v tem standardu. No, povem vam lahko, ker sem zraven pri tem skupini, da ravno kar delamo na novem verziji standarda, ki bo prišel pa potem kot harmonizirani standard, mogoče konec tega leta ali pa začetku naslednjega leta. In ga bo potrebno upoštevati. Še več pogojev. Mi pa smo torej Accessible EU, pa smo pripravili poročilo o dostopnosti v Evropi oziroma zakonodajo in tole poročilo vam bomo dali na spletno stran konference, tako da si boste lahko naložili in boste dobili več informacij na to temo zakonodaje pa direktive, ki so v Evropi
in kaj je potrebno poštevati. Tako, s tem sem prišel do konca svojega predavanja. Hvala lepa za pozornost in če imate kakšne vprašanja, prosim, upam, da bo lahko drugače, pa bo treba nasloviti na gospod Kamšek. Hvala, prosim. Najprej imamo eno vprašanje z Zooma. Gospa Petra je napisala, kam pa se lahko invalid oziroma oseba z oviranostjo pritoži v primeru dostopnosti oziroma nedostopnosti direktno na podjetje, ki tega ne omogoča. Izkušnje kažejo, da včasih takšna opozorila obtičijo nekje v zraku. V primeru, da ne dobimo feedbacka, kakšen je naslednji korak? Hvala lepa. Prvo vprašanje je, za kakšno podjetje gre, pa za kakšno storitev. Torej, kot sem že prej pokazal, imamo različne inšpektorje in za različna področja. Kakšen je postopek? Najprej se mora invalid pritožiti podjetju. Naprimer, bomo rekli, na vaši spletni strani sem zasledil podatek, pa ga ne znam prebrati. Prosim, če ga lahko dobim v znakovnem jeziku. In podjetje se mora odzvati. Če se ne odzove in če gre za eno tako pomembno informacijo, invalid ponovno opozori to podjetje. Če zopet na to ne pomaga, se pritoži inšpektorju. Torej, ampak za vso dokumentacijo, ki jo je imel, ko se je pritožil podjetju. Torej, vso dokumentacijo, vse mora biti dokumentirano. Ne velja, če gre za pogovor, za kakšenkoli telefonski pogovor ali karkoli. Vedno, če gre za kakšno, vse to velja za vse nas, bom rekel, če gre za kakšen problem, je treba vedno dokumentirati ta problem. No in potem se to pošlje inšpektorju. In če tu ne pomaga, mislim, da je to zadnji organ, ki je potreben, da rešuje potem problem. In potem seveda inšpektor stopi v akcijo za to. Treba je torej, kako odgovorim, glede na področje, to kot sem prej kazal, torej glede na storitev, vrsto storitve, imamo različne inšpektorate in na to se temu potem posvetimo. Še kako vprašanje? Ni vprašanje. Zgleda, da ne. Hvala lepa, potem. Zdaj pa na oder vabim gospo Evo Kremesec, vodjo sektorja za nadzor in meritve in namestnico direktorja pri Agenciji za komunikacijske storitve in omrežja Republike Slovenije. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu, Eva Kremesec, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve. Kar nekaj stvari, ki sem vam jih nameravala povedati, je povedal že dr. Debevc, tako da upam, da se ne bomo precej podvajali. V zadnjih letih živimo v svetu, ko so elektronske komunikacije in audiovizualne medijske storitve postale nepogrešljiv del našega vsakdana. Uporabljamo jih pri delu, izobraževanju, službi, na zabavi. Hkrati se pa moramo vprašati, ali ima vsak od nas enak dostop do teh storitev. Prenos Evropskega akta o dostopnosti v slovenski pravni red predstavlja napredek za invalide, saj bodo končno lahko enakovredno dostopali do širšega nabora dostopnih proizvodov in storitev, pa hkrati tudi po konkurenčnih cenah. In v pričakovanju letošnjega 28. junija, ko se začne uporabljati zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide, je tudi naša agencija, ki, kot že omenjeno, je pristojen organ za nadzor nad izvajanjem dodatnih pogojev glede dostopnosti storitev, ki zagotavljajo dostop do elektronskih komunikacijskih in do audiovizualnih medijskih storitev, nadzor nad izvajanjem storitev komunikacije v sili,
ter nad izvajanjem dodatnih pogojev glede dostopnosti storitev e-knjige. V današnji predstavitvi se bom dotaknila pravnega okvirja in vloge agencije pri nadzoru nad izvajanjem zahtev glede dostopnosti elektronskih komunikacijskih in audiovizualnih medijskih storitev, pomena dostopnosti teh storitev, predstavila bom nekaj dobrih primerov iz prakse, ki se že izvajajo danes, ter izzivi, ki jih pri izvajanju svojih pristojnosti že vnaprej vidi agencija, s čim se bomo mi soočali. Moja predstavitev bo osredotočena na Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide. Kot že omenjeno, po tem zakonu smo mi v enem delu pristojen organ za izvajanje nadzora. Dostopnost elektronskih komunikacijskih in audiovizualnih medijskih storitev je ključna za enakopravno vključevanje vseh državljanov, zlasti oseb z oviranostmi, in tega se moramo vsi skupaj dobro zavedati. Cilj tukaj vse naštete zakonodaje in vse zakonodaje, ki smo že danes slišali, je, da omogočimo vsem ljudem enak dostop do storitev, do proizvodov, do informacij, do vsebin, ki jih danes večinoma pridobivamo prav prek digitalnih kanalov. Zakonodaja sicer določa splošna načela, a pomembno je razumeti, kaj to pomeni v praksi. Zakon se pri definiciji elektronske komunikacijske storitve sklicuje na opis, kot je opredeljen v Zakonu o elektronskih komunikacijah. Na to temo, kaj je elektronska komunikacijska storitev je danes že bilo vprašanje in jasno vam je lahko bilo, da še ni razjasnjen odgovor. Tako da vam bom prebrala definicijo iz zakona, pa če bo mogoče vam kaj bolj jasno, smo veseli vašega feedbacka. ZEKom pravi, da je elektronska komunikacijska storitev, ki se navadno izvaja za plačilo prek elektronskih komunikacijskih omrežij in vključuje storitev dostopa do interneta, medosebno komunikacijsko storitev, se pravi govor, mobilna fiksna telefonija in storitve, ki obsegajo v celoti ali pretežno prenos podatkov, to je storitev televizija. Po domače, idealen scenarij je, da lahko rečemo, elektronska komunikacijska storitev je internetni dostop, fiksna mobilna telefonija, televizija. Pa žal AKOS tega danes ne more reči, ker kot je že bilo omenjeno, podrobnejše pogoje o tem, kaj elektronska komunikacijska storitev je, naj bi predpisalo ministrstvo s pravilnikom. Dr. Debevc je omenil standard Total Conversation, ki naj bi bil implementiran v nov zakon o elektronskih komunikacijah, za katerega vemo, da se pripravlja novela. Kdaj bo ta novela sprejeta, ne vemo, zakon pa se začne uporabljati 28. junija letos. To je čez dobra 2 meseca. Pa poglejmo še audiovizualno medijsko storitev, sam definicijo, pozneje pa gremo nazaj na elektronsko komunikacijsko storitev. Tudi pri definiciji audiovizualne medijske storitve se zakon sklicuje na opis, kot je opredeljen v drugem zakonu, konkretno v Zakonu o audiovizualnih medijskih storitvah. Ta pravi, da je audiovizualna medijska storitev, katere glavni namen te storitve ali ločljivega dela te storitve je zagotavljanje programskih vsebin, ki so pod uredniško odgovornostjo ponudnika te storitve, da je namenjena splošni javnosti za obveščanje, zabavo ali izobraževanje prek elektronskih komunikacijskih omrežij, kot jih določa že omenjeni ZEKom. Tovrstna audiovizualna medijska storitev je bodisi televizijski program, bodisi audiovizualna medijska storitev na zahtevo, recimo digitalne videoteke, ki jih ponujajo sedaj operaterji. Invalidne osebe, če gremo najprej na dostopnost elektronskih komunikacijskih storitev, imajo že danes nekatere pravice na tem področju, ki jim v največji možni meri omogočajo nediskriminatorno rabo storitev. Ampak saj vemo, vedno je možnost za izboljšave in tukaj smo, zaradi tega je ta zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide. Že danes morajo na primer vsi operaterji, ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev, vsaki invalidni osebi omogočati klic v sili z uporabo znakovnih jezikov in drugih oblik negovorjenih jezikov. Prav tako recimo je izvajalec univerzalne storitve, v Sloveniji je to družba Telekom Slovenije, dolžan, da invalidnim osebam omogoča še na primer popust pri naročnini za dostop do storitev na fiksni lokaciji, popust pri priključnini za dostop do teh storitev,
potem prednostno obravnava pri priključitvi na omrežje, prednostno odprava napak, nakup prilagojene terminalske opreme, prilagojen dostop do telefonskega imenika. Kot sem rekla, vedno je možnost za izboljšave in poleg naštetega bodo morali operaterji od 28. junija letos dalje zagotavljati tudi glasovno komunikacijo in uporabo negovorjene komunikacije, pri čemer negovorjena komunikacija vključuje SMS, video ter sprotno zapisovanje besedila v realnem času. Spet vprašanje, kaj pomeni sprotno zapisovanje besedila v realnem času. A je smiselno, da nekdo, ki kliče na 112, da reševalec prejema znak za znakom? Se pravi, če nekdo pošlje SMS na pomoč, da prejme N, A, P, O, M, O, Č. To pomeni. Potem omogočati morajo storitev celotnega pogovora, kadar je poleg glasovne komunikacije na voljo tudi video. To pomeni, da mora komunikacija vključevati več komunikacijskih kanalov hkrati. Se pravi, video, govor in real-time tekst, sprotno zapisovanje besedila v realnem času. To bom potem kasneje povedala na primeru. Pa, da je komunikacija v sili ta najpomembnejša, ki mora biti dostopna vsem pod enakimi pogoji, pri kateri se uporabljata glas in besedilo sinhronizirana in da je, kadar je na voljo video, sinhronizirana tudi v obliki storitve celotnega pogovora, zaradi tega, da jo lahko operaterji čim prej posredujejo najprimernejšemu centru za obveščanje. In zakaj je pomembno zagotoviti enake zahteve glede dostopnosti elektronskih komunikacijskih storitev po vsej Evropski uniji? Zakaj je pomembno, da so ukrepi harmonizirani? Zaradi potovanj. Prav je, da nekdo, ko gre danes iz Slovenije v Francijo, da ve, da na enak način, kot lahko v Sloveniji uporabi storitev komunikacije v sili, enak način mu je na voljo tudi v Franciji. In na ta način je lahko dostop samo še bolj učinkovit. Poleg vsega že omenjenega se od operaterjev seveda pričakuje tudi to, kar smo danes že slišali, dostopnost njihovih spletnih strani, dostopnost njihovih mobilnih aplikacij, dostop do klicnih storitev za gluhe osebe, posebne tarife, prilagoditve paketov za osebe z omejeno invalidnostjo. Kot rečeno, podzakonski akt glede podrobnejših pogojev pa še čakamo. Če gremo na sinhronizirano komunikacijo v sili, to, kar sem že omenila, v bistvu to pomeni, da so vsi načini komunikacije, glas, besedilo in video, da se vsi izvajajo istočasno, so med seboj usklajeni, brez zamikov ali prekinitev in da vsi ti elementi nekako skupaj tvorijo celostno in učinkovito komunikacijo z reševalnimi službami. Predstavljamo si gluho-slepo osebo, ki želi poklicati na 112. Vsi vemo, da je neka panika, ko želimo klicati na 112, da smo raztrešeni in prav je, da se jim omogoči vse možne kanale, se pravi, da se jim omogoči, da lahko nekaj natipkajo, mogoče kakšen znak, da pošljejo besedilo, hkrati, da imajo video povezavo z klicnim centrom, če potrebujejo tolmača v znakovnem jeziku in tudi, če imajo sposobnost govora, da se jim omogoči njihov glas. Torej, da lahko uporabnik govori, tipka dodatne informacije in uporablja video za znakovni jezik, da reševalec vidi in sliši vse hkrati. To je pomembno, da se lahko hitro razume stanje, da se lahko ustrezno ukrepa, ker saj vemo, ko kličemo na 112, vsaka sekunda šteje in ni časa, da prekinemo klic, zdaj vas pa pokličemo prek videoklica, da vam bom pa prek tolmača povedal, kaj bi rabil. Pomembno je, da imamo vse te tri elemente izpolnjene hkrati. Da vse to deluje v praksi, vemo, potrebna je tehnična izvedba na strani operaterjev. Operaterji morajo zagotoviti, da je njihova infrastruktura pripravljena na glasovni prenos, real-time tekst komunikacijo in videoklic v visoki kakovosti. Agencija se zaveda težav, s katerimi se pri implementaciji teh zakonskih zahtev soočajo ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev, a vendar na tem mestu apeliramo na vse zavezance, da si prizadevajo za dosledno izvajanje zakonodaje, ta je namenjena izboljšani kvaliteti najranljivejših družbenih skupin.
In pač tako, kot je bilo že povedano velikokrat danes, zakonodaja ni sama po sebi namen. In pač vloga agencije tukaj je, da nekako poskušamo zagotoviti dostopnost z najvišjimi standardi tudi na področju elektronskih komunikacijskih storitev. Če gremo na audiovizualne medijske storitve, tudi na tem področju so že sprejeti ukrepi, tako kot je dr. Debevc že povedal, invalidne osebe imajo tudi na tem področju že vzpostavljene v praksi različne možnosti za enakovredno vključevanje v življenjsko okolje. In ukrepi so recimo, tako kot je dr. Debevc rekel, prevajanje v slovenski znakovni jezik, podnaslavljanje za gluhe in naglušne, recimo, da so zapisi govorjenega besedila, ki jih gledalci gledajo sočasno z gledanjem vsebine, da se uporabljajo podnapise različnih barv v primeru, kadar imamo več govorcev hkrati. Potem zapisi drugih zvočnih informacij vsebini, s katerimi gluhi in naglušni gledalci lažje razumejo dogajanje na zaslonu. Potem imamo govorjene podnapise, zvočne opise za slepe in slabovidne, teletekst pa druge alternative za pridobivanje informacij. Zakonodaja že danes zahteva, da morajo biti javna sporočila in obvestila ter nujne informacije ob naravnih nesrečah posredovana v invalidom prilagojeni tehniki, obliki in jeziku. Izdajatelji televizijskih programov in ponudniki audiovizualnih medijskih storitev na zahtevo morajo v zvezi z izvrševanjem dostopnosti pripraviti 3-letne načrte in nato vsake 3 leta agenciji poročati o izvršitvi ukrepov predvidenih v teh načrtih. In vsake 3 leta morajo oni izboljšati te njihove načrte dostopnosti. Recimo, agencija je v letu 2024 prejela načrte za naslednjo 3-letno obdobje in je pač vključno s podrobnostmi o programskih vsebinah, ki bodo opremljene z različnimi tehnikami dostopnosti. In pač ponudniki se še vedno, še naprej v daleč največji možni meri načrtujejo uporabo podnapisov v slovensko govorjenih vsebinah, načrtujejo uporabo znakovnega jezika, zvočnih opisov. Uporabljajo tudi druge tehnike dostopnosti, pri tem so se že začeli posluževati umetne inteligence. Poleg tega je agencija na podlagi 14.a člena Zakona o audiovizualnih medijskih storitvah zavezana vzpostaviti tudi dostopno spletno kontaktno točko, na kateri zagotavlja informacije in omogoča prejemanje pritožb v zvezi z dostopnostjo audiovizualnih medijskih storitev, kot tudi drugih storitev. V zvezi s tem je bilo prej vprašanje dr. Debevcu, tako da če bo se nekdo pritožil ponudniku, ker meni, da mu je bil kršen dostop do audiovizualne medijske storitve, do elektronske komunikacijske storitve, v železniškem prometu, v poštne storitve, zato se lahko obrne na našo agencijo, ker ta področja mi pokrivamo in imamo tudi na naši spletni strani pripravljeno vstopno točko za invalide, ločeno po teh segmentih, katere sem sedaj naštela, in tam lahko uporabniki tudi dobijo več informacij glede uresničevanja njihovih pravic. Recimo kot zanimivost, v letu 2024 je agencija glede dostopnosti do audiovizualnih medijskih storitev strani senzorno oviranih oseb prejela 2 pritožbi. Kot že omenjeno, z 28. junijem letos tudi na področju audiovizualnih medijskih storitev bodo spremembe in sicer dodatne zahteve glede ponujanja elektronskih programskih vodnikov, ki morajo biti zaznavni, uporabni, razumljivi in zanesljivi ter zagotavljati informacije o razpoložljivosti elementov dostopnosti, pa storitve dostopnosti do audiovizualnih medijskih storitev, kot so podnapisi, zvočni opisi, govorjeni podnapisi in tolmačenje v znakovnem jeziku, morajo biti v celoti posredovani v ustrezni kakovosti, ki omogoča natančen prikaz, sinhronizacijo z zvokom in videom ter uporabnikom omogoča nadzor prikaza. Tako kot je omenil dr. Debevc, zakon se za zagotavljanje dostopnosti storitev ne uporablja za mikropodjetja. To so tista podjetja, ki imajo manj kot 10 zaposlenih in letni promet, ki ne presega 2 milijonov evrov. In recimo konkretno za Slovenijo, glede zagotavljanja dostopnosti na področju audiovizualnih medijskih storitev, pomeni, da so v Sloveniji zavezanci Javni zavod RTV Slovenija, Pop TV, Planet TV, Arena Šport, ASPN, pa operaterji, ki ponujajo audiovizualne medijske storitve na zahtevo.
Videoklub, D-kino in podobno, kar praktično ponujajo že vsi ta večji operaterji. Podrobnejše pogoje glede podnapisov, zvočnih opisov, tolmačenja opredeljuje pa že omenjen pravilnik, ki je pričel veljati septembra lani. Dr. Debevc je že dobro nakazal, dobra praksa je že vzpostavljena in jo že danes imamo. Tukaj je recimo primer točka Dostopno na strani RTV Slovenija. Oni so razvili svojo lastno video platformo, na kateri lahko uporabniki izbirajo med oddajami s podnapisi, med oddajami z znakovnim jezikom, z tolmačem v slovenski jezik. Tukaj si pač izberejo, katero oddajo bi želeli gledati, pač na kakšen način in potem se jim zlista seznam oddaj, ki to že danes omogoča. Recimo Pop TV in RTV Slovenija oba že danes za nekatere oddaje, kot že omenjeno, omogočata avtomatsko podpisovanje vsebin, ki so časovno usklajene z izgovorjenimi besedami. Torej ne samo v primeru obvestil ob naravnih nesrečah, že danes se kakšne informativne oddaje izpisujejo podnapisi sproti, ko novinar predstavlja pač poročila. Pa recimo Pop TV danes tudi že omogoča dostop do vsebin prek svoje platforme, ki pri večini filmov in serij omogoča izbiro slovenskih podnapisov. Izzivi in možne izboljšave, ki jih vidi agencija. Mislim, da sem ta glavno možno izboljšavo, ki jo vidi agencija, že omenila, dodatne pogoje, da bomo točno vedeli, kaj sploh mora agencija nadzorovati. Agencija bo še naprej v okviru svojih pristojnosti seveda preverjala in spremljala ponudnike elektronskih komunikacijskih in medijskih storitev, preverjali bomo, da ti spoštujejo vso veljavno zakonodajo in v praksi bo to pomenilo, da se bo nadzor nanašal na zelo konkretne stvari, ali imajo televizijski programi dovolj vsebin s podnapisi, ali je tolmačenje v znakovnem jeziku, ali se na dostopen način omogoča komunikacija v sili za vse uporabnike. Mi se zavedamo, da izvajanje nadzora ne bo lahka naloga. In tako kot je že gospod Petrovič povedal, namen agencije ni, da bomo zdaj pa kar vse povprek kaznovali kršitelje, pa pisali globe, naše delo je narejeno. Ne, nikakor ne. Pač namen naš vseh skupaj tukaj je, da bo stvar delovala, da bo vsem zagotovljena dostopnost. Izzivi so, izzivi vedno bojo tako kot omenjen, kot je rekel dr. Debevc. Nekateri nimajo finančnih resursov, da bi recimo nekaj zdaj čez noč spremenili svoje procese. Nekateri nimajo tehnične vere, nekateri sploh ne vedo, kaj se od njih pričakuje. Ponudniki med sabo imajo različne ravni izvajanja zahtev. Tehnologija se hitro spreminja, verjamem, da bomo se v kratkem spet tukaj, da bomo sedeli, ko bo spet nekaj novega, tehnologija pač šla naprej s časom. Po drugi strani pa so končni uporabniki tisti, ki velikokrat sploh ne vejo, kaj jim pripada, kakšne so njihove pravice in kam naj se obrnejo, vkolikor so jim te kršene. In agencija bo zato pa v okviru izvajanja svojih pristojnosti veliko truda vložila v samo preventivno delovanje. Od osveščanja končnih uporabnikov do sodelovanja z organizacijami, ki zastopajo osebe z invalidnostjo. Nujno je pomemben razvoj in jasnejših smernic in podpornih ukrepov za ponudnike. In v zvezi s tem agencija apelira na pristojne organe. Kot že rečeno, naša vloga ni v kaznovanju kršiteljev, v spodbujanju bolj vključujoče digitalne družbe, ker imajo vsi možnost enakovredno sodelovati. In sam to nadzor ni birokratska obveznost. V javni upravi nismo inšpektori tisti, ki smo sami birokrati in težimo s pozivi. Nadzor je pomembno orodje za zagotovitev enakih možnosti za vse. Je ključnega pomena za enakopraven dostop vseh uporabnikov. Kot smo danes že videli, Slovenija ima dobro zakonodajno podlago, a je v praksi še precej prostora za izboljšave. In najpomembnejše je, da pri tem ne gledamo na dostopnost kot na breme. Dostopnost ni privilegij, je pravica, je priložnost za pravično družbo. In pri uresničevanju te pravice moramo vsi skupaj sodelovati ter si prizadevati za boljši jutri. Najlepša hvala za vašo pozornost. Ima mogoče kdo še kakšno vprašanje?
Ne, potem pa najlepša hvala. Na oder pa vabi magistra Janeza Novaka, vodjo sektorja za tehnično področje nadzora pri Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije. Hvala za najavo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot je bilo predhodno že omenjeno, Tržni inšpektorat je eden izmed nadzornih organov za izvajanje zakona o dostopnosti proizvodov in storitev za invalide. Moja predstavitev bo sestavljena iz 3 vsebinskih sklopov. Najprej kratka predstavitev Tržnega inšpektorata, potem naša pristojnost po omenjenem zakonu in pa naše predvidene aktivnosti po začetku uporabe zakona. Najprej nekaj številk iz našega poslovnega poročila za preteklo leto. Trenutno nas je zaposlenih 135, od tega 108 inšpektorjev in glavna inšpektorica. V preteklem letu smo imeli nekaj nad 286.000 subjektov. Pristojni smo za nadzor 233 predpisov. V preteklem letu smo obravnavali nekaj nad 6.400 prijav. Na spletni strani smo objavili 17 novic in 34 podatkov o nevarnih proizvodih, ki so bili odkriti na slovenskem trgu. Po telefonu smo odgovorili na 5.676 vprašanj. Odgovorili smo na 118 novinarskih vprašanj ter pripravili 784 pisnih odgovorov na različna vprašanja subjektov, tako potrošnikov kot gospodarskih subjektov. Kogar zanima več podrobnosti v našem poslovnem poročilu, ki je objavljeno na naši spletni strani. Glede na to, da smo eden večjih inšpekcijskih organov, smo organizirani tudi teritorialno, se pravi, poleg sedeža inšpektorata imamo še 8 območnih enot, ki se nahajajo v večjih mestih, se pravi Brežice, Novo mesto, potem je območna enota Dravograd, Maribor, Koper, Postojna, Nova Gorica, Kranj, Ljubljana, Celje in pa Murska Sobota. Kot omenjeno, pristojni samo za veliko proizvodov, nekje se naša osnovna pristojnost deli na 2 veliki področji. Ena je na splošno področje nadzora in potem na tehnično področje nadzora. Na splošnem področju nadzora smo pristojni za nadzor nad varstvom ekonomskih pravic potrošnikov, nad nadzorom nepoštene poslovne prakse, trgovine in spletne prodaje, nadzora gostinstva in turizma, obrti, avtorskih pravic, posredovanje pri prometu z nepremičninami za uporabo slovenskega jezika, glede obveznega sprejemanja evrobankovcev in evrokovancev, nadziramo cene dimnikarskih storitev, oglaševanje alkohola in prodaja alkohola v trgovinah, oglaševanje in prodaja tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, potrošniške kredite v primeru, ko dajalci niso banke, cene elektrike, plina, učbenikov, izvensodno reševanje potrošniških sporov in pa drugo. Na tehničnem področju nadzora nekaj primerov naše pristojnosti: električna in elektronska oprema, elektromagnetna združljivost, radijska oprema, varnost strojev, osebna varovalna oprema, energijsko označevanje proizvodov, okoljsko primerna zasnova. Smo nacionalna kontaktna točka za izvajanje obvestil o nevarnih proizvodov, tako imenovani Safety Gate. Pristojni smo za nadzor gradbenih proizvodov, proizvodov, za katere velja splošna varnost, plovil za rekreacijo, pomorske opreme in, kot omenjeno, tudi nadzor dostopnosti do proizvodov in pa še nekateri drugi predpisi. Omenil bi tudi še portal Gov.si, na katerem se objavljajo podatki o nevarnih in neskladnih izdelkih, ki so odkriti na slovenskem trgu. Gre tako za objave za neživila kot za živila. Pri tem bi izpostavil v bistvu vsebino priporočila uporabniku, kjer je nekje navedba, kaj naj uporabnik stori, vkolikor ta proizvod odkrije, da ga ima sam pri sebi. Se pravi, kot primer, uporabnik naj preneha uporabljati ta izdelek in kontaktira prodajalca oziroma sledi navodilom iz objavljenega odpoklica. En tak primer je električni podaljšek, pri katerem je ugotovljena neskladnost zaradi neustrezne konstrukcijske zaščite vtičnice in je omogočen dostop do delov pod napetostjo, kar posledično pomeni povečanje tveganja za električni udar. Sodelujemo tudi z drugimi inštitucijami, nekje na nacionalni ravni, predvsem z drugimi nadzornimi organi, kot je recimo Zdravstveni inšpektorat, Urad Republike Slovenije za kemikalije, Inšpektorat Republike Slovenije za delo. V bodoče pričakujemo povečano sodelovanje z Inšpektoratom Republike Slovenije za informacijsko družbo in pa tudi AKOS-om pri izvajanju zadevnega zakona.
Sodelujemo s carino, tudi pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo smo člani večjih tehničnih odborov. Sodelujem pa tudi z resornim ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport v medresorski skupini za implementacijo uredbe o nadzoru trga in skladnosti proizvodov. Na ravni EU na področju varstva ekonomskih interesov potrošnikov sodelujemo v mreži CPC, Consumer Protection Corporation Network, kar se pa tiče sodelovanja glede skladnosti proizvodov, pa kot že omenjeno smo nacionalna kontaktna točka za sistem hitre izmenjave informacij o nevarnih proizvodih, to je SafetyGate. Potem izmenjujemo informacije preko komunikacijskega sistema ICSMS, sodelujemo v skupinah za upravno sodelovanje, tako imenovane ATKO skupine, in pa v raznih skupnih akcijah nadzorah na ravni EU, kot en primer je to projekt CASP, Coordinated Activities on the Safety of Products. Pravna podlaga za nadzor dostopnosti proizvodov je že omenjen Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide in pa sama uredba o nadzoru trga in skladnosti proizvodov, ki v svoji prilogi 1 navaja seznam harmonizacijske zakonodaje, na katero se nanaša. Z postopkovnega vidika je za nas pomemben zakon o inšpekcijskem nadzoru, potem poseben zakon o tržni inšpekciji in pa splošna pravila, se pravi zakon o splošnem upravnem postopku. Naša pristojnost za nadzor po zakonu so kot že omenjeni proizvodi iz 1. odstavka 3. člena. Pristojni smo pa tudi za nadzor na področju storitev, se pravi na področju vodnega potniškega prometa, kjer se delimo pristojnost z upravo RS za pomorstvo. Potrošniške bančne storitve, tukaj bomo nadzirali skupaj z Banko Slovenije in pa informacijskim pooblaščencem in pa storitev e-trgovine. Sama uredba EU o nadzoru trga sistemsko ureja področje nadzora trga in skladnosti proizvodov, nanaša se na več kot 70 harmonizacijskih predpisov Unije o nadzoru trga, med drugim tudi na akt oziroma direktivo o dostopnosti, določa pripravo nacionalne strategije za nadzor trga, določa že omenjen sistem izmenjave informacij o nevarnih proizvodih, komunikacijski sistem, urejeno sodelovanje s carino pri nadzoru proizvodov, ki stopa na trg Unije, določa tudi zagotavljanje virov in pa druga vprašanja. Sama uredba je v naš pravni red implementirana predvsem z 2 aktoma. Ena je uredba izvajanja uredbe o nadzoru trga, ta med drugim določa, da v Sloveniji obstaja 10 organov za nadzor trga, nismo to samo mi kot tržni inšpektorat, kar imamo že v svojem imenu. Večji del pooblastila in pa ukrepi za nadzor pa so implementirali v naš pravni red z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti. Vrste proizvodov, ki morajo biti dostopni, so bili že prej našteti. To so sistemi računalniške strojne opreme in pa operacijski sistemi za to opremo, potem samopostrežni terminali, potrošniška terminalna oprema, ki se uporablja za elektronske komunikacijske storitve, in pa potem potrošniška terminalna oprema, ki se uporablja za dostop do avdiovizualnih medijskih storitev in pa e-bralniki. Način, kako izvajamo nadzor, imamo nadzor, ki se izvaja po letnem programu dela. Obstajata 2 osnovni vrsti nadzora, en administrativni nadzor, kjer se preverja prilaganje predpisanih listin in pa označevanje proizvodov. Potem administrativni nadzor, ki dodatno obsega nadzor izvedbe predpisanega postopka ugotavljanja skladnosti, izdelave in hranjenja tehnične dokumentacije, izjave EU o skladnosti ter izvajanja in dokumentiranja notranje kontrole proizvodnje. Nadzor opravljamo tudi z vzorčenjem blaga in s preverjanjem skladnosti v usposobljenih institucijah. Preverjamo prisotnost proizvodov, ki so priglašeni v sistem SafetyGate in pa v obvestilo o zaščitnih klavzulah, in pa obravnavamo obvestila carine za zadržanje sprostitve proizvodov v prosti promet. Informacije za nadzor pa pridobivamo tudi iz drugih virov, kot so obvestila drugih organov, se pravi njihove odstope ali druge informacije, obvestila gospodarskih subjektov, informacije iz medijev, prijave ali pa drugi viri. Inšpekcijski ukrepi, ki jih predvideva sam zakon, se nekje stopnjujejo. V primeru ugotovljene neskladnosti se najprej od gospodarskega subjekta zahteva, da v razumnem roku sprejme ustrezne popravljalne ukrepe ali pa izvede umik ali pa odpoklic proizvoda s trga. V kolikor ti ustrezni popravljalni ukrepi niso sprejeti,
se v nadaljem koraku od gospodarskega subjekta zahteva, da v dodatnem roku umakne proizvod s trga. Zdaj, vsi ti ukrepi pa se izvedejo v skladu z že omenjeno uredbo o nadzoru trga in skladnosti proizvodov. Zdaj, vkolikor gre za sprejetje omejevalnih ukrepov, je potrebno izvesti tudi tako imenovan zaščitni postopek Unije, se pravi, te ukrepe je potrebno priglasiti ostalim državam članicam in pa Evropski komisiji. Pred sprejemom samih omejevalnih ukrepov je možno, se pravi, koliko gre za formalno neskladnost, da se ta zahteva najprej odredi gospodarskemu subjektu. Se pravi, v primeru, da gre za formalno neskladnost, ki se lahko nanaša na oznako CE, na samo izjavo EU o skladnosti, na vsebino tehnične dokumentacije, na manjkajoče, napačne ali nepopolne znake sledljivosti ali pa na izpolnjevanje drugih obveznosti proizvajalca, se mu lahko najprej odredi odpravo teh neskladnosti v razumnem roku, vkolikor gospodarski subjekt tej zahtevi ne sledi oziroma te nepravilnosti ne odpravi, potem se pa sledijo omejevalni ukrepi. Nekateri izzivi, kateri mi vidimo pri izvajanju tega zakona, podobno kot je bilo že omenjeno, se pravi obveznosti gospodarskih subjektov v njihovi dobavni vlogi, posebej so opredeljene obveznosti proizvajalca, njegovega pooblaščenega zastopnika, določene so obveznosti uvoznika ali distributerja. Zahteve glede vsebine tehnične dokumentacije so določene v prilogi 4 same direktive. Vsebina sama izjave EU o skladnosti, obstaja vzorčna struktura, sama EU izjava mora biti ustrezno sestavljena in tudi na koncu podpisana s strani proizvajalca. Oznaka skladnosti CE mora biti ustrezne oblike, velikosti, mora biti trajna in vidna. Nove zahteve so tudi glede pogojev za zagotavljanje informacij, same zahteve za vsebino navodil za uporabo in pa embalažo. Poseben odziv pa verjetno predstavlja tudi ocena temeljite spremembe proizvoda oziroma ocena nesorazmernega bremena za gospodarski subjekt, ki predstavlja tudi eno možnost, da se le-ta razbremeni svojih obveznosti po zakonu. Nadaljnje aktivnosti, ki jih predvidevamo v zvezi z nadzorom tega zakona, v letošnjem letu izvajamo nadzor po sprejetem letnem programu dela, se pravi, prioritete so že določene po posameznih sektorjih, tako da obravnavamo pa tudi vsa druga obvestila, kot že je omenjena iz sistema SafetyGate, iz sistema ICMS, obvestila carine in pa obravnava prijetih prijav, sporočil ali pa drugih obvestil. Glede na to, da sama uredba nadzora trga določa sprejem nacionalne strategije za nadzor trga in ta se v letošnjem letu izteka, se pravi, sedaj je sprejeta strategija za obdobje 2022 do 2025, bomo predlagali tudi vključitev področja dostopnosti v nacionalno strategijo za nadzor trga in pa seveda ugotovitve iz letošnjega leta bomo upoštevali pri načrtovanju aktivnosti in programa dela za naslednje leto. Podobno kot je omenjala kolegica iz AKOS-a, glede na to, da gre za novo področje dela, bomo vsekakor ob upoštevanju načela sorazmernosti najprej preventivno ukrepali v smislu opozarjanja na nepravilnosti, če pa te ne bodo odpravljene, bojo pač v nadaljevanju sledili strožji ukrepi. Toliko iz moje strani. Hvala za pozornost. Je še kakšno vprašanje za gospoda? Potem pa najlepša hvala. Jaz bi vas še enkrat spomnil na vprašalnike o zadovoljstvu, pa tudi spomnil bi vas na nagradno igro. Rešitev nagradne igre je zelo povezana z današnjo konferenco. Prva črka je K, prva črka se je tam znašla po pomoti. Prva črka lahko ignorirate. Zdaj si bomo vzeli en krajši odmor, potem pa sledi še okrogla miza. Hvala lepa.